Ja, tako jaz sodelujem v pilotnem projektu, smo ena izmed 3 kmetij, vodilni partner je Deos. No, in ta pilotni projekt se zaključuje letos, torej letošnje leto, in s tem, ko se projekt zaključi, bomo vsi skupaj podali neke smernice za te cilje, ki smo jih morali zasledovati s projektom, in potem bomo socialne storitve tudi zaprli, ker smo jih na upravni enoti priglasili samo za čas izvajanja projekta. Bivanje starejših na kmetiji, to je treba povedati in iz prakse ven, je za kmetije zagotovo lahko poslovna priložnost, odlična poslovna priložnost. Tako da je prav, da bi Ministrstvo za kmetijstvo čim prej sprejelo tudi to zakonodajo, da lahko to dopolnilno dejavnost se priglasi na upravni enoti in začne sprejemati goste, starostnike. Mi, ko sodelujemo v tem projektu z vodilnim partnerjem Deos, jaz vam povem, da se tedensko ali pa mesečno zgodi, da kdo pokliče ali vzamete, kličejo svojci, otroci, sami starostniki in imajo željo po kratkotrajnem nastanitvu na kmetijah. To je v bistvu mu ti prodaš posteljo, tako kot je gospa rekla, ne? Hotel mu ti prodaš, ampak ga prodaš na podeželju, v naravi in tako naprej. Nekateri hodijo tja v Izolo, masovno, avtobusi vsake 14 dni. To je pa ena oblika, ko bi šli starostniki na kmetijo. Tako da je poslovna priložnost, se splača, če ste le ljudje, če je človeški faktor na kmetiji za to pripravljen delati. Vse je od človeškega faktorja, nič od evropskih sredstev, čist nič, človeški faktor, pika. In vaše izkušnje so pozitivne? Zelo, zelo. Hvala Bogu za peške. Jaz bi imela eno vprašanje še. Zanima me recimo zgodovinsko. Vaša kmetija je bila živinorejska. Ja. In dejansko, koliko je takrat bilo recimo glav živine v tem? 2 zaposlitvi skozi. Nazaj so bile 2 cela družina se je preživela iz kmetijstva, obnovila stanovanjsko hišo, generacije nazaj, naredila nov hlev, strojno se opremila. Sigurno so bila odrekanja. Moja prva sestra je šla, 52-letnica, je študirati v gimnazijo v Celje. Malo kdo je šel v gimnazijo takrat. In to se je tako šparalo, da je šla z enimi čevlji do vlaka, z drugimi pol naprej, stanovati k znancem in prijateljem, ker ni bilo denarja za šolanje. Skozi, da no te mislili, tudi moja generacija, skozi z nekimi odrekanji za to, da vlagaš, da si izboljšaš del, da si kupiš spet stroj, da boš lažje delo in tako gre krog naprej. Me zanima, ste koristili ta evropska sredstva? Ja, smo. Recimo kakem? SAPARD sredstva in sredstva razvoja podeželja, bili tudi zelo zadovoljni, imeli smo pogoje, bili smo živa kmetija, ustvarjali smo prihodek iz kmetijstva in smo imeli pogoje za to in z državo to skupaj tudi naredili. Nismo pa nikoli špekulirali, da bi recimo naredili prostore za nastanitev, zato da bi jih pol moja družina uporabljala, ampak dejansko je to šlo za goste, za razvoj, z namenom točno tako, kot smo si zastavili. In kaj bi zdaj vi v drugi tej perspektivi, če bi lahko recimo državi pomagali z nekim nasvetom? Kaj bi naredili recimo, jaz bom dala za en taki primer, kot ste vi to povedala, vi ste aktivna kmetija še vedno. Imamo pa take primere, recimo, naredila se je klavnica z kapaciteto par živali na teden, ne, za usluge tudi drugih. In seveda, ker je ta klavnica bila tako obremenjena z stroški odvoza in analizami brisov živali drugih vrst, ne,
je enostavno nehala delati, ne? In ta več klavnica ima samo za sebe potem kolje, sredstva pa so bila namenjena, da se izboljša dejansko tudi konkurenčnost bližnjih kmetij, ne? Torej, kaj sem hotela vprašati vas, za vaš nasvet, kako bi vi opredelili, da nekaj, kaj sredstva dobi kmetija, ali se to naj veže potem na neki dolgi rok, da se s tem moreš ukvarjati, ali v kakem smislu, da ogromno denarja je šlo dejansko nepovratnega v nič. Veste, koliko hlebov za prašičerejo stoji, ker dejansko ljudje niso si izgube hoteli delati, ne? Ja, sem gospa, nima v resnici zdaj s tem vprašanjem nobenih, da boste zdaj vi na to odgovarjala, ne? Vi ste svoje sredstva super uporabili? Ja, no. No, ja, ravno zato, ker je ona uspešna in ker se je odpovedovala in ker ni špekulirala. Ja, se tako, spet človeški faktor. To je človeški faktor. Ja, človeški faktor, ampak ker dejansko človeškemu faktoru ne moramo zaupati v naši državi, moramo pač naziti neke ciljne perspektive, kako bomo mi samo skrbni ali pa za starostnika jutri, da ne bo s hrano. Zdaj, kak smo po 30 letih z hrano, tako bomo čez 30 let ne bomo vedeli, kam bomo z ljudmi, ne? Mislim, razumete, neki ja, to je res. To je pa ta človeški faktor, ki ste vi povedala. Spoštovanje na vsakem momentu, kako se ti obnašaš. Začne se pa vse v družini, vse začne od malega, z vzgojo, kako. In jaz recimo sem tle izključno zato, ker bomo mogoče, čeprav zdaj imam izkušnjo starih staršev, ki jih imamo doma, mama je se je odpovedala, mislim, je šla predčasno v pokoj ali kako bi rekel, penzion, da rihta svoje starše. In tudi jaz sem včasih vključena v to in je zelo naporno. Sem pomislila, a si res si želim. Velik korak je naredila, če je šla predčasno v pokoj, zato da oskrbuje svoje starše. To je že velik korak. Ja, to je zelo plemenito, ampak hočem reči, na koncu se pa bližje zavedanja, vsi bomo na tema, ne? Vsi. Mislim, če ne bomo kako drugače, ne? Ravno zaradi te neke vizije prihodnosti, tudi za mlade. Gledajte, vi ne dobite danes ljudi, niso več tako potrpežljivi mladi ljudje, zmanjkuje jih, da bodo to delali, ne? Vse je hipno, družba je tako naštelana, ne? Zato pa bo družba mogla dati neki drugi standard dejansko in obnašanja in zaslužka. Ne more nekdo samo skrbo delati za nekega minimalca, gledajte, tudi na kmetiji, ne. Niti slučajno pričakuje se, da kmetija bo zastonj delala. Ne bo, ker ne more, ker je vlagala, cele generacije so vlagale za to, ne. Prihajam iz Deosa, v bistvu družba Deos, sodelujem v projektni pisarni. Tukaj so nas povabili sodelavci iz družbe Monotro, da predstavimo v bistvu delo z starejšimi, ki bivajo na kmetiji. Jaz sem zelo zadovoljen, se mi zdi, da so tudi ljudje, ko so se udeležili, zelo angažirani, da imajo neke vizije, neke želje in pa zelo mi je všeč, da sprašujejo tudi predavateljcev in mene pač glede samih možnosti za izvajanje te dejavnosti na njihovih kmetijah. Grobelnikova kmetija je tudi v bistvu testna kmetija. Ja, tako. Se pravi, mi izvajamo v enem drugem projektu, v bistvu pilotni projekt bivanja starejših na kmetijah in so vključene 3 kmetije. Ena izmed njih je tudi tale kmetija, na kateri smo danes, kmetija Grobelnik, in je v bistvu zelo dober partner naš, no? Smo zelo zadovoljni s sodelovanjem njihovim. In kolikšno je po vašem mnenju zanimanje starejših za tak način preživljanja prostega časa in dnevov, ko človek tudi ni več povsem zdrav? Ja, jaz mislim, da je kar velik interes, no? Predvsem pred pojavom COVID-a je bil še večji, zdaj je zaradi tega COVID-a malo padlo vse skupaj, malo nas je bilo strah, smo tipali, kaj bomo zdaj, vse isto uporabnike in tudi nas kot izvajalce, nismo vedeli, kako naprej, ampak smo se nekako znašli in je povpraševanje ponovno čedalje večje, no? Kot je prej govorila tudi gospa Grobelnik, ima tedenske v bistvu klice za namestitve, no? Predvsem kratkotrajne namestitve v smislu takrat, ko grejo svojci starejših kam na dopust, pa bi potem tudi oni želeli nekam se v tistem vmesnem času namestiti. Slišali smo tudi, da se na pomoč države ne gre prav zanašati.
Ja, ne vem, jaz se glih toliko ne strinjam s tem, no, zaradi tega, ker že z zakonom o dolgotrajni oskrbi, ko v bistvu že zelo dolgo čakamo na njega, no, je bilo predvideno zdaj, da bo to nekako umeščeno tudi v zakonodajo, pa tudi dolgoročno mislim, da se to bo umestilo, ampak zdaj pa čakamo, da se nekako tale zakon še dodatno izpili in potem sprejme, pa da prejmejo tudi kmetije točna navodila, na kak način bodo lahko to izvajali. No. Vesel sem, da sem se lahko udeležil, predvsem, da razširimo neka dodatna razmišljanja pa znanja. Imate tudi sami že kakšne izkušnje v zvezi z dobrimi praksami bivalnih enot za starejše na kmetijah? To sem videl v tujini deloma, kako sodelujejo rečemo na Švedskem pri sekanju drv, moški ali pa ženske pri izdelovanju butar. Ostala dela, ki so v okviru domske oskrbe, ker si vsak starejši želi biti aktiven in pomagati pri svojih zadevah, ne pa biti samo breme ali pa težko preživljati vsak dan. Odkot pa prihajate? Sem iz Ljubljane, imamo pa posestvo v Moravčah. In na tem posestvu bi radi malo drugače gospodarili v smislu aktivnega preživljanja prostega časa starejših ljudi. In zato sem prišel sem, da mogoče spoznamo kakšno novo informacijo. In ste dobili že kakšno idejo? Idej je veliko, samo vse so povezane z denarjem, kar pomeni investicije. S turistično dejavnostjo na kmetiji se še ne ukvarjate? Ne, zaenkrat še ne, ker želimo izčistiti program v smislu športnih aktivnosti za starejše in oskrbo za starejše. Ko nas je ta naša šoferka pripeljala po eni bližnjici čez vse te gorice in ta hribovja, res si nisem predstavljala, kam prihajam, zato ker res sem si predstavljala, da bo to nekje v Novem mestu, v kakšni predavalnici in tako naprej, in potem nas pripelje sem na kmetijo Grobelnik. Prečudovito okolje, krasni gradiči okrog, vse v stilu, zunanji vtis takoj, wow, tukaj pa res morajo uživati ljudje, ampak šele morajo biti pa pridni ljudje tukaj na tej kmetiji zaposleni, da je tako bogata ponudba že samo z tako površen pogled. Potem, ko smo šli pa skozi vrata noter, pa vse spet tako pedantno, mislim vrhunsko za moj okus, mislim res idealno, najboljše od najboljšega, najbrž v Sloveniji, ne vem, no, tako recimo, ko grem časah. In potem se je vse to nadaljevalo in gostoljubje, s postrežbo takoj s kavico, tako drugačno čajem in navdušenje nad vsem, tudi to profesionalnostjo s temi posnetki in izjavami in predavatelji in predavateljico in gospod Dino tudi super, no. Najbolj sem pa navdušena pa nad našo šoferico, ki me je pa totalno res, saj vem, da smo ženske vsega sposobne, ampak res ona pa v eni osebi toliko vlog, super. Skratka, same zvezdice. Ste morebiti že seznanjeni s kakšnimi dobrimi praksami bivalnih enot za starejše na kmetijah? Jaz sem pravzaprav tu slišala nekaj o tem po pripovedovanju prijateljice, ki je tu si ogledala po svetu in sem se že pred leti, smo se pogovarjali o tem in se mi zdi sila to res ena taka nazaj k naravi, vrnitev tako s pomočjo, suportom, upam, da tudi države, ne samo privat. In tako da konkretnih praks jaz sama osebno ne poznam, ampak ja, mislim, da je to fantazija. No. Ste zadovoljni s predavanjem? Ja. Srečanje je zanimivo, je na strokovni ravni ljudi, ki pač poznajo tudi drugi del dejavnosti, ki ni kmetijstvo in kaj se da na rešitve na kmetijstvu narediti. In dodajo drug pogled možnosti na kmetiji. Ste že seznanjeni s to temo, z dobrimi praksami bivalnih enot
za starejše na kmetijah? Ja, jaz sem to temo zasledila, zato sem tudi se udeležila delavnice, ki je bila v Financah najavljena. Predlanskem prednje bil objavljen razpis, tako da me ta tema zanima. Zato, ker imamo majhno kmetijo in zato iščemo dodatne dejavnosti. In se vam zdi prav to tudi ena od možnosti? Ena od možnosti, tako je, ker je pač je možnost storitvena. Ne? Kaj vas najbolj zanima med predavanjem samim? Ste izvedeli kaj novega? Mal mi je pomanjkljivo glede poudarkov na zakonodaji, ker tako kot so udeleženci ostali vprašali, glede na to, da smo na začetku obnove kmetije, da tehnične in gradbene pogoje zagotoviš, da boš tudi lahko potem to izvajal. Sicer malo je olajševalne okoliščine, da lahko to sicer porabiš tudi v turistične namene, ampak vseeno, ne, ker imamo zdaj pač te dopolnilne tudi v doživetne zgodbe, pod katere tudi ta socialna na nek način tudi spada socialno-zdravstvene. Ne. Ampak sicer so tehnični pa zakonodajni pogoji so pa slabi ali pa slabo opredeljeni, ker določene občine, konkretno Moravška, nima prostorskih načrtov in ti ne moreš narediti neke zelo korektne gradnje za neke potem namene. Pa vem, da tudi druge občine imajo težave z dovoljenji. Tu je rak rana zgodbe. Ne?